Pozdravljeni vsi in dobrodošli v oddaji Globalno oko. Sem Emily Francis. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Vsak teden se poglobimo v zgodbe in vprašanja, s katerimi se soočamo v našem današnjem svetu. Poglejmo, kaj vas čaka v nocojšnji oddaji. Velikani umetne inteligence se pripravljajo na javno kotacijo, vrednosti glavnih platform, kot je OpenAI, pa se približujejo $1 bilijon. Bo umetna inteligenca dolgoročno uspešna ali pa bo to naslednji dot-com balon, ki grozi, da poči? Ali postaja profesionalna mreža LinkedIn glavno žarišče za kitajske tajne agente, ki iščejo vladno in vojaško osebje, da bi razkrili najvišje skrivnosti? Katera velika država postaja prva, ki omogoča dostop do priljubljenega zdravila za hujšanje Ozempic, tudi tistim, ki nimajo veliko denarja? In zdaj k nekaterim zgodbam, ki polnijo naslovnice. ZDA so v visoki pripravljenosti, saj nova mesojedi parazit prihaja iz Mehike proti ameriški meji. Po podatkih USDA se novosvetna vijačna muha v zadnjem letu širi po Mehiki. Zdaj pa so jo odkrili tudi v Teksasu. Parazita so odkrili pri 3-tedenskem teletu. Vijačne muhe so parazitske muhe, katerih samice odlagajo jajčeca v odprte rane in sluznice sesalcev, vključno s hišnimi ljubljenčki, kar je lahko smrtonosno. Teksas je dom več kot 12 milijonom govedi in predstavlja 15% ameriške proizvodnje govedine. Tukaj je še več od guvernerja Teksasa, Grega Abbotta. Želim, da vsi vedo, da obstaja zelo dobro, dolgo uveljavljeno preprečevanje in zdravljenje širjenja nove svetovne vijačne muhe. Zdravljenje in preprečevanje, ki jo je zvezna vlada že izvajala v preteklosti. Vijačna muha predstavlja tveganje tudi za naše ljubljene hišne živali, vendar oblasti pravijo, da je možnost, da bi prešla na ljudi in jih okužila, zelo majhna ali skoraj nična. Obrnimo se na Bolivijo, kjer protesti še naprej naraščajo. 10 tisoči kmetov, rudarjev in pripadnikov avtohtonih skupnosti so se mobilizirali in pozivajo k odstopu predsednika Rodriga Paza. Več kot mesec dni so postavili skoraj 100 različnih blokad na glavnih avtocestah po vsej državi. Ta konec tedna sta bila 2 policista ranjena, potem ko sta bila številčno premočana in prisiljena k umiku na strateški avtocesti v največji agroindustrijski coni v državi. Predsednico Paz obtožujejo, da se ni odzvala na najhujšo gospodarsko krizo v državi v zadnjih 40 letih, ko inflacija znaša 15%. V Albaniji na tisoče protestnikov prav tako izraža nezadovoljstvo zaradi načrtovanega luksuznega letovišča, ki ga podpira podjetje povezano z Jaredom Kushnerjem, odposlancem za Bližnji vzhod v ZDA in zetom predsednika Trumpa. Protestniki so nosili albanske zastave in transparente, vzklikali "Doli vlada" ter pozivali uradnike k odstopu zaradi projekta v vrednosti $1,6 milijarde. Na otoku ob obali, ki se nahaja poleg zaščitenega močvirja, kjer živijo različne živali, kot so flamingi, tjulnji in morske želve. In to je tudi kraj, kjer gnezdijo. Vsi skupaj ščitimo svojo državo, svojo zemljo, jaz pa ščitim svoje otroke, da bi imeli srečno, recimo, življenje po 20 letih. In ne vem, zato upamo, da se bo za vse dobro končalo. Otok, ki meri nekaj več kot 2 kvadratni mili, je približno 2-krat večji od centralnega parka v New Yorku. Vendar bo po trenutnem predlogu pozidan le del zemljišča, pravijo uradniki, povezani z razvojem. Obrnimo se zdaj k Aziji. Predsednik Južne Koreje je za novega premierja izbral ministrico za podjetništvo in zagonska podjetja. Če jo bo parlament potrdil, bo Han postala prva ženska predsednica vlade v zadnjih 20 letih. In če bo izbrana, naj bi vodila preobrazbo države na področju umetne inteligence, kar bi bilo obetavno za gospodarsko rast Južne Koreje. In zdaj smo dosegli vrh.
Torej, ali umetna inteligenca ne preoblikuje le načina, kako brskamo po internetu, pišemo besedila, ustvarjamo slike in še veliko več, ampak kako daleč nas lahko dejansko popelje, preden ta mehurček poči. Za nocojšnjo panelno razpravo se nam iz New Yorka pridružujeta Steven Warheftig, podpredsednik za raziskave lastniškega kapitala v TMT Equity Research, ter Dimitris Vulgaris, glavni ekonomist pri Aurora Macro Strategies. Prav tako se nam prek Zooma pridružuje naš lastni višji dopisnik I24 News English, Owen Alterman. Dobrodošla oba. Preden začnemo z našo razpravo, si najprej poglejmo nekaj ozadja. Umetna inteligenca ni več le eksperiment iz Silicijeve doline. Spreminja način, kako ljudje iščejo po spletu, pišejo e-pošto, ustvarjajo slike, programirajo programsko opremo, snemajo videoposnetke in celo vodijo dele svojih podjetij. Toda večja kot postaja umetna inteligenca, večje postaja tudi vprašanje, koliko tega razcveta je resničnega in koliko pa je le pompa. Investitorji vlagajo ogromno denarja v podjetja z umetno inteligenco, pri čemer podjetja kot sta Anthropic in OpenAI dosegajo osupljive vrednosti, čeprav se stroški čipov, podatkovnih centrov in računalniške moči še naprej zvišujejo. Reuters je opozoril, da pravo vprašanje morda ni, ali se razcvet umetne inteligence konča, ampak kaj se zgodi s trgi, ko se to zgodi. Hkrati postaja konkurenca vse ostrejša. Kitajska podjetja, kot je DeepSeek, so že pokazala, da lahko zgradijo zmogljive modele umetne inteligence po nižjih stroških, kar povečuje pritisk na ameriška podjetja in sili vlagatelje, da se vprašajo, ali bodo današnji vodilni še vedno prevladovali tudi jutri. Potem je tu še vprašanje delovnih mest. UI lahko pomaga delavcem, da delajo hitreje, vendar lahko prav tako nadomesti naloge, ki so jih nekoč opravljali pisci, oblikovalci, programerji, raziskovalci, agenti za pomoč strankam in pisarniško osebje. Goldman Sachs pravi, da so nekatera delovna mesta že izgubljena na področjih, kjer lahko UI nadomesti človeško delo, medtem ko druga delovna mesta rastejo tam, kjer UI podpira delavce, namesto da bi jih nadomestila. Tako, razprava ni več o tem, ali bo UI preoblikovala gospodarstvo. To se že dogaja. Pravo vprašanje je, ali je to začetek trajne tehnološke revolucije, ali pa se dirka za UI odvija tako hitro, da bi lahko balon počil, še preden bo svet pripravljen na posledice. Torej, to je vprašanje za $1 bilijon. Če govorimo o OpenAI, kot smo pravkar rekli, bomo zdaj začeli našo razpravo. Začeli bomo s Stevenom. Vsak od vas ima 30 sekund za odgovor, preden se poglobimo v vprašanja. Torej, ali je ta razcvet umetne inteligence resničen, ali pa gre za balon, ki bi lahko počil na vse načine, tako v smislu naših denarnic, naših naložb, kot tudi uporabe teh platform za informacije in ustvarjanje vseh mogočih stvari. Začeli bomo s Stevenom. Popolnoma verjamem, da je ves ta razvoj umetne inteligence resničen razcvet. Ni tako, kot smo videli v preteklosti, na primer pri dotcom balonu v poznih 90-ih letih. Mislim, da smo res v zgodnjih fazah 4. industrijske revolucije. Razlog, zakaj to verjamem, je v tem, da imajo podjetja, ki vlagajo v to tehnologijo umetne inteligence, zelo močne bilance stanja in zelo močen prosti denarni tok. Mislim, da je to nekoliko drugače kot v času dotcom balona, kjer so ga podpirala zagonska podjetja v zgodnji fazi z visokim izgorevanjem denarja, ki so resnično poganjala dotcom balon. In mislim, da smo še vedno v zelo zgodnjih fazah revolucije umetne inteligence, ki se dogaja v ospredju. Prav, in Dimitris, kaj pa vi menite? Se strinjate ali ne? Glejte, mislim, da je zanimiva stvar pri tej tehnološki revoluciji, tako kot pri vsaki drugi tehnološki revoluciji, da je lahko oboje. Lahko je resnična in lahko je balon. Železnice v poznem 19. stoletju so bile zelo resnična tehnologija. Ljudje še vedno potujejo z vlaki. Povzročile pa so tudi finančni balon. Dotcom balon in zlom, ki ga je omenil Štefan, je temeljil tudi na resnični tehnologiji. Danes vsi uporabljamo internet, vendar je tudi to povzročilo balon. Torej je lahko oboje. Lahko je prelomno na dolgi rok in hkrati povzroči visoke vrednotenja na kratki rok. In ja, seveda, kot pri vsem, ni vse črno-belo. In zdaj bo svoje povedal tudi Alterman. Kaj imaš za povedati, prijatelj? Emili, ta bo končala z 2-1, ker jih bom jaz vzel, strinjam se z Dimitrisom. Poglej, bereš članke in komentarje o tem in se pojavijo primeri iz 19. stoletja o železnicah, ter iz 2000-ih o dotcom balonu in vse vmes. Bilo bi čudno, če ne bi bilo balona in usporednice so očitne. Zunanje investicije v podatkovne centre, tako podobno gradnji železniških prog v 19. stoletju. In tukaj sta vsaj še 2 veliki tveganji. Emili, omenila si Kitajsko in dejstvo, da bi kitajska podjetja lahko na koncu dneva na nek asimetričen način prehitela svoje ameriške konkurente, ter tudi možnost regulativnih tveganj. Imamo 7 podjetij, veličastnih 7,
ki predstavljajo približno 60% tržne kapitalizacije borze. Ogromen odstotek. Ali bi lahko regulatorji posegli in odvzeli privilegije tem velikim podjetjem in bi to lahko vplivalo tudi na njihovo vrednotenje? Čas je potekel, morali se bomo vrniti k vam. V redu, poskušali bomo ohraniti red in preprečiti zmedo, saj se nam vsi pridružujete nadaljavo. Zato bomo šli spet po vrsti, začnemo s Stevenom. Torej, vprašanje je, ali so podjetja kot sta OpenAI in Anthropic vredna teh ocen, ki jih postavljajo. Ali pa menite, da so te vrednosti napihnjene in bi kljub tehnologiji lahko povzročile težave za potrošnike ali tiste, ki stavijo nanje? Mislim, da sta tako za OpenAI kot za Anthropic postavljeni zelo pošteni vrednosti. Mislim, govorimo o podjetjih, ki so dosegla brezprecedenčno stopnjo rasti, kakršne v nobeni industriji v zadnjih 20 letih še nismo videli. In točno to opažamo pri obeh podjetjih. Anthropic je dosegel letno stopnjo prihodkov v višini 47 milijard dolarjev. OpenAI je prav tako dosegel letno stopnjo prihodkov v višini 25 milijard dolarjev. In to je porast z 2 milijard dolarjev za OpenAI in z ničle za Anthropic pred nekaj leti. Torej, ta neprecedenčna rast, ki jo vidimo pri teh vodilnih podjetjih na področju umetne inteligence, je prav razlog, zakaj si zaslužijo oceno vrednosti, ki jo imajo trenutno. Dimitris, se strinjaš ali ne? In dejstvo, da je toliko konkurentov, kako bo to vplivalo na prosti trg v tem primeru? Glejte, mislim, da je res pomembno, da so ta podjetja trenutno zasebno financirana in za njimi stojijo zelo resni dejavniki, ki te ocene vrednosti podpirajo z pravim denarjem. Torej, ali si zaslužijo to oceno vrednosti? Seveda si jo. Ljudje vlagajo po takšnem vrednotenju. Zdaj, ko bodo šli na borzo in mislim, da se bo pojavilo vprašanje, veste, a bo to tvegano? Ali bo ta vrednotenje zdržalo po javni ponudbi delnic in še 2 ali 3 leta? In mislim, da je odgovor tukaj, da tega ne moremo vedeti. To je tveganje in brez tveganja ne morete imeti donosov na delniških trgih ali kateremkoli drugem trgu. Torej, da, absolutno, zaslužijo si vrednotenja, ki jih dobivajo. Ljudje vlagajo pravi denar na to. Bo to delovalo v naslednjih 2 ali 3 letih? Kdo ve? To je tveganje, zato pa je donos. Čas bo pokazal. Vsakič, ko imamo kakršenkoli inovativni gospodarski napredek, kot je zgodovina že večkrat dokazala. Owen, kakšne so tvoje misli? Poglej, to so podjetja, ki upravljajo prelomno delo, Emily. O tem ni nobenega dvoma. Ampak na koncu dneva je spet v osnovi neka vrednost, ki je previsoka. Ne vemo, ali je to trenutna vrednost ali pa neka prihodnja vrednost. Saj vrednotenja in borzne vrednosti teh podjetij še naprej strmo naraščajo. In obstajajo potencialni konkurenti, še posebej na Kitajskem, ki so začeli prodirati zelo, zelo drugačno strategijo. Zato mislim, da so okoliščine tukaj res razlog za previdnost. In mislim, da je to velik rdeč alarm, da tako velik del vrednosti delnic v New Yorku prihaja iz tako majhnega števila podjetij. To pomeni, da je velik del denarja vlagateljev in pokojninskih skladov v rokah le nekaj podjetij. Kaj to pomeni za gospodarstvo? In kakšne bi bile posledice, če je toliko našega denarja in toliko naše prihodnosti vezanih na tako zelo, zelo majhno število podjetij in zelo majhno število ljudi, ki sprejemajo te odločitve? Ja, in kot omenjate kitajsko komponento, vemo, da lahko stvari naredijo zelo hitro in veliko ceneje. Kako hitro bi to lahko povzročilo velik napredek, ki bo prav tako vplival na cene in delnice nekaterih teh drugih podjetij? Mislim, Owen, če želiš to zaključiti, potem pa bomo šli k Stevenu in Dimitrisu. Seveda, čudno je razmišljati o Kitajski, ki vodi asimetrično vojno. To je svetovna sila po vseh merilih. Toda na področju umetne inteligence pa je tako. Ameriške izvozne omejitve ji preprečujejo dostop do vrst polprevodnikov in čipov za umetno inteligenco, ki jih imajo ameriška podjetja na dosegu roke. Očitno je to zelo premišljena ameriška politika v obdobju tako Trumpa kot Bidena. Toda kitajska podjetja so našla načine, kako se prilagoditi in so zaradi svojih omejitev postala pametnejša oziroma so bila prisiljena postati pametnejša. Videli smo šok, ki ga je povzročil model DeepSeeka, ko je bil ta razbit. In kitajska podjetja so našla načine, kako narediti stvari, ki sicer niso tako dobre kot pri najboljših ameriških podjetjih, so pa veliko cenejše. In s tem, ko so svoje informacije dali v odprto kodo, so tudi razširili svoj tržni doseg. Kitajci stvari počnejo na drugačen način in bi lahko na koncu imeli prednost zaradi tega. To ponovno povečuje tveganje za vse nas, ki smo na takšen ali drugačen način neposredno ali posredno vloženi v teh 7 velikih tehnoloških podjetij.
In Štefan, kako bo to vplivalo na končni izid prostotrgovinskih trgov in trgov, če bo Kitajska začela proizvajati cenejše modele? Ali naj bodo vlagatelji previdni, ko sklepajo velike posle? Mislim, ko gre za to, kar prihaja iz Kitajske, vidimo veliko več tehnološkega napredka pri podjetjih, kot je DeepSeek. Mislim, ko o tem razmišljamo, to tudi širi celotno tržno priložnost umetne inteligence. To je nekaj, na kar smo zelo osredotočeni. Ta ideja Jevonsovega paradoksa, kjer znižate ceno za izvajanje modelov in dostop do te zmogljivosti. S časoma bo to odprlo trg. ZDA so pred Kitajsko, ko gre za tehnološki napredek na področju umetne inteligence. In mislim, da bo to v prihodnje povzročilo nekoliko več pogovora o cenah. A nasplošno se bo ta tržna priložnost v prihodnjih letih še naprej širila. V redu, še eno vprašanje, Dimitris, kar dobro ti gre. Najprej bom dala besedo tebi. Pogovorimo se o delovnih mestih. Mislim, da smo, kot smo rekli, pri industrijski revoluciji, ko so ljudje šivali stvari na roke, bili prestrašeni. Kaj se bo zgodilo, če bom izgubila službo? In potem smo videli, da je to privedlo do velikega napredka v družbi. Torej, kako velik strah bi morali imeti ljudje glede izgube služb in tega, da bi umetna inteligenca nadomestila potrebo po ljudeh? Mislim, da je to odlično vprašanje. In zelo težko je, veste, če je vaša služba ogrožena zaradi umetne inteligence, potem bi morali biti, če ne prestrašeni, pa vsaj pozorni na to, kaj se dogaja. Biti morate pozorni na to, kje umetna inteligenca vpliva na vas v vašem sektorju. To počnemo kot ekonomisti, to počnemo kot analitiki. In mislim, da bi moral biti vsak zelo pozoren na to, kako umetna inteligenca vpliva nanj in imeti načrt. Na makroekonomski ravni, veste, omenili ste tekstilno proizvodnjo. Tekstilna proizvodnja, veste, ni uničila moči dela, ni pomenila, da nam ne bi bilo več treba delati. In mislim, da umetna inteligenca prav tako ne bo pripeljala do sveta, v katerem nihče ne bo delal, vsaj ne v bližnji prihodnosti. Ko rečem bližnji, mislim v naslednjih 100 letih. Tako da z makroekonomskega vidika, mislim, veste, da je Steve omenil Jevonsov paradoks. Ko postane lažje biti bolj produktiven, delo dejansko postane bolj dragoceno. Ko namenimo več kapitala, ki ga lahko ljudje uporabljajo, njihovo delo postane bolj dragoceno, z njim lahko naredijo več, lahko so bolj produktivni in počnejo tudi bolj zanimive stvari. Tako da mislim, da je tukaj tudi optimistična slika. Ljudje bodo imeli manj dolgočasnih nalog in veliko več zanimivih stvari, na katerih bodo lahko delali predani posamezniki. Ja, mislim, zagotovo obstaja vidik učinkovitosti z orodji, ki jih lahko pridobite z umetno inteligenco. Ali misliš, da bo to morda pripeljalo tudi do več podjetnikov in bolj ustvarjalnih pogledov pri ljudeh, ki imajo običajne dolgočasne službe, ki jih lahko nadomesti umetna inteligenca? Morda bo to privedlo do več napredka. Kaj misliš, Oven? Bi želel najprej odgovoriti na to vprašanje? Seveda, obožujem Jevonsov paradoks. Na njega sem naletel pred nekaj tedni in je preprosto briljanten. Emija v bistvu pravi takole. Vzemi nekaj, kot je grafično oblikovanje. Preden je obstajal OpenAI in preden so obstajala ta podjetja, si moral plačati grafičnega oblikovalca, da ti je sestavil logotip za nekaj, kar si vodil. Zdaj lahko greš na klepetalnika, to sem naredil pred nekaj meseci, mu daš navodila in preprosto izpljune logotip, nekaj minut se pogovarjaš z njim in ga v bistvu dobiš zastonj. To pomeni, da bo več ljudi želelo več logotipov. Lahko jih damo povsod po naši ozadji za skoraj nič denarja. To pa pomeni, da bo več povpraševanja po grafičnem oblikovanju in da se širi obzorje ter možnosti ljudi, ki se odpirajo tej ideji in uporabi tega. In morda bodo bolj zapleteni projekti tisti, pri katerih bomo želeli, da jih opravijo ljudje. Tako, tisti grafični oblikovalci, ki so tam zunaj, ne bodo delali 90% ali 99% projektov, ampak tistih 1% ali 10%, ki jih bodo opravili iz veliko večjega števila, bodo veliko bolj zanimivi. Tako jaz razumem Jevonsov paradoks. In zagotovo se zdi, da se v nekaterih sektorjih to dogaja. Naprimer v razvoju programske opreme, z vprašanjem morda, in morda tudi v drugih. To je zanimiv in vsaj upanja vreden scenarij, kako bi lahko izgledala umetna inteligenca. Seveda obstaja še veliko drugih scenarijev in vse to je ena velika neznanka. Steven, kakšen je tvoj odziv? Ali bodo ljudje bolj ustvarjalni in morda počeli stvari, v katerih bolj uživajo, kot v svoji vsakodnevni službi, ki jo lahko opravi umetna inteligenca? Popolnoma se strinjam s tem, kar je bilo že povedano. Mislim, ko razmišljamo o nekaterih napredkih, ki bodo prišli iz teh služb, bodo ti napredki postopni in niti ne moremo natančno opredeliti, kakšen bo dolgoročni vpliv.
Mislim, ko razmišljamo o nekaterih tehnoloških revolucijah, ki se dogajajo, so bila delovna mesta v 50 letih prejšnjega stoletja izrinjena do 2000 let, ko se je internet začel resnično vključevati v celoten poslovni ekosistem. In pričakujemo, da se bo zgodilo enako. Zaradi revolucije bo nastalo več delovnih mest, kot jih bo izginilo. Ampak delovna mesta, ki trenutno izginjajo, so vstopna, nižje stopne delovna mesta. Ampak to odpira priložnosti, da se resnično začnemo premikati višje po lestvici in gremo proti delom z višjimi veščinami ter iščemo službe, ki lahko prinesejo veliko večjo vrednost. In pogovorimo se o vladnih predpisih, kako bodo ti vplivali ne samo na umetno inteligenco, kot jo poznamo, ampak tudi na njeno vrednost in ekonomsko plat. In rada bi še dodala, da se veliko delnic trguje zaradi umetne inteligence, namesto da bi o tem odločali borzni posredniki ali ljudje. Ali je lahko tudi to dejavnik? Mislim, da je to zagotovo dejavnik, ki bo vplival na celoten razvoj umetne inteligence. Mislim, vladna regulacija ne bo kar izginila, vendar ne moreš pretirano regulirati, kot smo videli v Evropi. Tam so v bistvu še v kameni dobi, če govorimo o revoluciji umetne inteligence. V resnici gre za ZDA proti Kitajski v tem razvoju umetne inteligence, ki se dogaja. Vendar ne moreš regulirati celotne industrije in smeri, v katero gre razvoj, ker bomo s takim tempom preprosto izgubili tekmo v umetni inteligenci, ki jo trenutno vodimo proti Kitajski. Zato je res dobro vprašanje za veliko regulatorjev, da poskrbijo, da ne pride do pretirane regulacije. Po drugi strani pa je z vidika varnosti zagotovo pomembno, da se umetno inteligenco tudi regulira, vsaj do določene mere. In Dimitris, kaj pa vi mislite? Poglejte, kot edini Evropejec v tej skupini se moram strinjati z Stevenom. Poglejte, v Evropi imamo regulacijo umetne inteligence, nimamo pa umetne inteligence. Zato vsekakor mislim, da je ameriški pristop veliko boljši. Zdaj, ko je to povedano, in to smo videli pri najnovejšem modelu podjetja Anthropic, ki je razkril varnostne luknje na področju kibernetske varnosti, je pomembno, da podjetja sodelujejo z vlado. In mislim, da Bela hiša pri tem opravlja odlično delo, saj jih dejansko združuje in vključuje v pogovor. Tako, lahko veste, da se lahko kritična infrastruktura ali tveganja za nacionalno varnost najprej obravnavajo, preden se te stvari predstavijo javnosti. In to je pomembna sestavina. Mislim, da bi morala imeti vsaka država nekaj takega. Te pa vsekakor strinjam s Stevom. Prekomerna regulacija preprosto ubije industrijo in ne omogoča vašemu gospodarstvu, da bi izkoristilo prednosti te neverjetne nove tehnologije. Oven? No, Emily, presenetljivo je, ko pogledaš na primer ameriško regulacijo v primerjavi s Kitajsko. Kitajska močno ločuje in deglobalizira in to je le eden izmed mnogih primerov. In razumevanje, da obstajajo meje temu, poglejte, pričanja o ameriških izvoznih omejitvah in priznanje, da kljub vsem ameriškim izvoznih omejitvam, nekateri od teh izdelkov še vedno pridejo do Kitajcev in da se Združene države ne morejo zanašati samo na to, da bi ustavile ali omejile kitajsko sposobnost konkuriranja, da bodo morale ameriške družbe na koncu dneva stati na lastnih nogah proti Kitajcem. In prej ste govorili o tem, kako Kitajci v bistvu vodijo asimetrično vojno in izdelujejo modele umetne inteligence, ki niso tako dobri kot ameriški, so pa lahko precej cenejši, kar Kitajski daje potencialno prednost. Videli smo tukaj v Izraelu in v mnogih delih sveta, kako je to spremenilo vojskovanje. Uporaba poceni dronov, ki naredijo veliko dražje orožarske sisteme neučinkovite. In obstaja scenarij, saj po tem, kar sem videl, kjer bi lahko umetna inteligenca šla v isto smer. Zato mislim, da je smiselna zdravorazumska regulacija strani Združenih držav Amerike, da bi to poskušali ustaviti ali vsaj upočasniti ob hkratnem realističnem razumevanju omejitev te strategije. In nujnost, da ameriška podjetja najdejo načine za ohranjanje svoje prednosti, ter da se Združene države lotijo vprašanja energije za podatkovne centre, kjer se zdi, da imajo Kitajci prav tako veliko prednost zaradi svojih vlaganj v obnovljive vire. Torej, ja, pravzaprav na to temo, mislim, stroški teh čipov, energije, podatkovnih centrov, o katerih govorimo, kako bo to vplivalo na trajnost umetne inteligence, ko se bo ta še naprej razvijala in napredovala v realnem času. Steven. No, glejte, ja. No, glejte, v redu. Mislim, da ljudje pogosto potegnejo sporednico z železnicami, kaj ne? Železnice so bile zgrajene v Združenih državah v 19. stoletju, kot smo slišali v tem pogovoru. Bile so velika inovacija. Naredile so gospodarstvo veliko bolj učinkovito. In ljudje so dolgo časa potovali z vlaki in prevažali stvari z vlaki, vse do danes. Toda hkrati so bile železnice preveč zgrajene in enako tveganje obstaja tudi pri podatkovnih centrih.
Obstajajo tudi ljudje, ki pravijo, da podatkovnih centrov ne bo dovolj in da bo to dejavnik, ki bo oviral razvoj umetne inteligence. Torej, je to dejavnik, ki ga preprosto ne poznamo. Ampak zgodovina nas, uči, da smo glede tega vsaj previdni in razumemo tveganja, da bi to lahko vodilo tudi v nekakšen balon. Prav, in tudi Štefan, ne pozabimo, industrijska revolucija je privedla do vseh mogočih stvari, premoga in vseh okoljskih težav, s katerimi se soočamo. Da, umetna inteligenca je nekaj v etru, ampak kakšne bi lahko bile dolgoročne posledice, ne samo na načine, ki jih morda še sploh ne poznamo, ampak tudi, kot sva govorili, glede stroškov teh čipov in podobnega. Mislim, ko razmišljamo o celotni izgradnji infrastrukture umetne inteligence, ko razmišljamo o podatkovnih centrih, razmišljamo o energiji, gre res za dolgoročno igro. Mislim, točno v to vlagajo vsi ti hiperscalerji ogromno kapitala. Mislim, letos podvajajo izdatke za kapitalske naložbe v umetno inteligenco v primerjavi z lanskim letom. In resnično poskušajo izkoristiti to priložnost. In vidijo, da zmogljivosti za veliko povpraševanje v njihovem portfelju še vedno presegajo ponudbo. Torej, povpraševanje presega ponudbo. To je tisto, kar trenutno opažamo. In veliko raje pregradiš, kot pa premalo zgradiš, da lahko dolgoročno ustvariš trajnosti donosna naložba. Prav, Dimitri, zaključujemo pri tebi. Kakšne so tvoje končne misli o tem vprašanju? Glej, če se vrnemo na trg, mislim, da je res pomembno razumeti, da je ta uvedba, ta razporeditev kapitala izjemno draga. Tako drago je, da imajo podjetja, kot je Google, ki so imela še pred nekaj leti popolnoma čiste bilance, brez kakršnega koli dolga in vračala denar delničarjem leto za letom. Zdaj ne hodijo le na globalne trge dolga, da bi zbrali dovolj denarja za naložbe, ampak tudi na trge lastniškega kapitala. To smo videli prejšnji teden. In potem je Meta v petek poskušala narediti enako, oziroma je napovedala, da bi lahko šli in zbrali lastniški kapital, in to je prestrašilo trge. In mislim, veste, ena od stvari, ki jih je treba tukaj razumeti, je, da bo to zahtevalo veliko kapitala. In veste, pri trenutnih vrednotenjih je zelo težko videti, da bi vlagateljska javnost in svetovne prihranke to zagotovili. Mislim, da je to grožnja. Obstaja izjemno veliko povpraševanje po kapitalu. Ali lahko trgi to zadovoljijo? Ali lahko trgi v 6 mesecih prenesejo, da Google zbere 80 milijard, SpaceX izvede IPO, Anthropic izvede IPO, OpenAI izvede IPO in Meta zbere denar? Mislim, da je to pomembno vprašanje. Najlepša hvala vsem, zagotovo zanimiv pogovor, tudi sama sem se veliko naučila in bomo videli, kaj se bo zgodilo. Le čas bo pokazal. Ampak umetna inteligenca se vsak dan razvija in postaja boljša. To je očitno zelo hiter tempo sprememb v našem svetu. Hvala vsem. Najlepša hvala, hvala. In nikamor ne odhajajte, kmalu se vrnemo. Vzemite si kratek odmor in se kmalu vrnemo z veliko več vsebinami. Seveda. Dobrodošli nazaj v globalno oko, zdaj pa k drugim novicam. Čeprav si Kitajska in Severna Koreja delita skoraj 1500 km dolgo mejo, kitajski voditelj že 7 let ni stopil na tla Severne Koreje. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un ta teden gosti kitajskega predsednika Xi Jinpinga za 2 dni. Pogovarjala se bosta o več temah, vključno s turizmom in vojaškim sodelovanjem. Odnosi so bili skozi leta napeti, saj je Kitajska pozivala Kim Jong-una, naj opusti jedrski program. Vendar je severnokorejski voditelj prejšnji teden pozval k eksponentni širitvi državnega jedrskega arzenala. Podobno je tudi Severna Koreja previdna, da ne bi postala preveč odvisna od Kitajske, ki je drugo največje gospodarstvo na svetu. V Somaliji so varnostne sile uspele vzpostaviti red v glavnem mestu države Mogadišu. Vladne sile so se spopadale z milicami, povezanimi z opozicijskimi politiki. Policija je uspela zaseči orožje in strelivo borcem opozicije. Nasilje je izbruhnilo pred načrtovanimi protesti zaradi odločitve predsednika Hasana Šejka Mohamuda, da ostane na položaju po izteku njegovega mandata prejšnji mesec. Somalija je preživela desetletja konfliktov po razpadu centralne vlade leta 1991 in se še naprej bori proti islamistični ustaji. V Španiji se je več kot 1 milijon ljudi zbralo na madridskem trgu Plaza Mayor, da bi si ogledali procesijo in mašo papeža Leona XIV, kar še dodatno potrjuje vztrajno katoliško versko vnemo v Španiji.
To je bil pravi sen. Bilo je neverjetno. Papež je prišel v Madrid, da nas obišče. Tako smo navdušeni, ne morem verjeti. Moje srce močno bije, resnično. Neverjetno je, res se je zgodilo. Videli ste ga tik ob nas. Kot lahko vidite, so se mladi res množično udeležili. Bili so med verniki tudi na sobotni nočni vigiliji, kjer je po ocenah 600 000 ljudi klečalo v molitvi skupaj s papežem. Kar kaže na ponovno zanimanje te generacije, kljub trenutni socialistični vladi v Španiji. V Nepalu je zgodovinskih 1000 ljudi osvojilo Mount Everest, s čimer je bila to najbolj prometna sezona doslej. Vendar pa se je ozko grlo na poti na vrh sveta izkazalo za nevarno, saj je velik kos ledeniškega ledu blokiral pot, kar je zamujalo vzpone ljudi in bi lahko bilo zelo smrtonosno. En vodnik, nepalski vodnik po imenu Dava Sherpa, je bil nazadnje viden, ko je pred 6 dnevi padel z gore in so verjeli, da je umrl. Toda tukaj ga lahko vidite, kako ga odnašajo v bolnišnico, čeprav se je njegova lastna družina že pripravljala na opravljanje zadnjih obredov. A čudežno so ga našli živega in ga odpeljali v bolnišnico v Katmanduju. Ko smo prvič slišali za to, nismo mogli biti prepričani, ali je bila ta oseba res naš oče. Da bi bili prepričani, smo prosili, naj nam pošljejo fotografije in šele takrat smo bili prepričani in zelo srečni. Dava Sherpa pravi, da mu je preprosto zmanjkalo kisika in je med spustom zaostal. Celo sam se je pripravljal na smrt, čeprav je celotna kultura posvečena temu, da so šerpe. Vendar pa svoje preživetje dolguje žvečenju ledu in temu, da je v žepu našel čokolado. Zdaj pa poglejmo nekaj najpomembnejših zgodb z vsega sveta, ki ste jih morda ta teden spregledali. LinkedIn je znan kot poslovna in mrežna platforma družbenih medijev, ne pa kot orodje za deljenje državnih skrivnosti. Vendar pa je vohunska agencija Pet oči, ki je zavezništvo med Avstralijo, Kanado, Novo Zelandijo, Združenim kraljestvom in ZDA, opozorila na resno grožnjo strani Kitajske. V skupnem obvestilu so javnost obvestili, da kitajski vohuni poskušajo novačiti vladno in vojaško osebje, da bi razkrili skrivnosti. Kako se je to lahko zgodilo? No, postavili bomo nekaj resnih vprašanj. In v živo se nam pridružuje nekdanji agent tajnih operacij CIA, Michael Baker. Pozdravljeni in hvala, da ste z nami, Michael. Seveda, hvala vam. Torej najprej, to je zelo strašljiva misel. Veliko ljudi uporablja LinkedIn. Kako dolgo naj bi ti vohuni poskušali pridobivati obveščevalne podatke in skrivnosti? No, verjetno, če sem iskren, že odkar LinkedIn deluje. Torej, to ni nič novega. Ideja, da bo kitajska obveščevalna služba, pa naj bo to Ministrstvo za državno varnost ali obveščevalni elementi ljudske osvobodilne vojske, uporabila vse, kar je na voljo, kaj ne? In izkazali so se verjetno za najbolj agresivne storilce, če temu tako rečemo, vohunjenja, gospodarskega vohunjenja, kibernetskih spletk. Tako je, uporaba LinkedIna le še eno orodje v njihovem arzenalu, če tako rečemo. Torej, kako so ga sploh uporabljali? Mislim, če bi mi nekdo na LinkedInu postavil osebno vprašanje o moji službi, bi bila sumničava. In nisem ravno nekdo na dovolj visokem položaju, da bi mu zaupali državne skrivnosti. No, to je odlično vprašanje, ampak resnica je v metodologiji, oprosti. Nisem znan po velikih besedah. Se nikoli zares ni spremenilo. Spremenila se je tehnologija in to je omogočilo obveščevalnim službam, da delujejo na drugačne načine. Kar mislim s tem, je, da pred recimo internetom, potem pa kitajski obveščevalci bi se pojavili na konferenci nekje na svetu ali na akademskem dogodku ali seminarju in tam bi iskali udeležence, ki so zanimivi za njih. In kdo so ti? No, to so ljudje, ki imajo dostop do vojaških informacij, vladnih informacij, obveščevalnih informacij, komercialnih informacij. Kitajski obveščevalni aparat zanima vse. Imajo pa tudi vire in motivacijo, da poberajo prav vse. V starih časih si prišel na te dogodke, navezoval stike, morda si izmenjal pisma in jih poskušal povabiti, da ti pomagajo pri kakšni raziskavi ali projektu, na katerem si delal. Vse skupaj se je zdelo zelo nedolžno. Niso takoj na začetku prosili za zaupne informacije.
Zdaj pa z LinkedInom in številnimi drugimi aplikacijami se je vse skupaj zelo razširilo. Tako imajo več priložnosti, da stopijo v stik z ljudmi na položajih, za katere menijo, da imajo dostop do dragocenih informacij. In zelo počasi in previdno začnejo razvijati odnos. Upajo, da bo to sčasoma pripeljalo do tega, da bo ta oseba rekrutirana in nato posredovala zaupne informacije. No, ampak kdo pa ima dolge pogovore na LinkedInu? Tudi če začneš graditi odnos, ljudje imajo vendarle zasedena življenja. Zaposleni so z delom. Kako se potem to sploh nadaljuje? Ja, greš korak za korakom. Pogosto se začne zelo nedolžno. Prebral sem vašo publikacijo ali vaš članek ali karkoli že, če gre za akademika ali raziskovalca. In potem se počasi od tam naprej gradi. In potem poskušaš vzpostaviti bolj trajen stik. Bi lahko izmenjala kontaktne podatke in ti bom poslal nekaj e-poštnih sporočil ali pa, veš, delam na tem članku in sem res zagozden pri tej temi. Ali obstaja kakšen način, da bi mi morda lahko pomagal? In mogoče naslednjič, ko bo to ponujeno, bi ti morda celo lahko dal honorar, malo denarja, da se ti zahvalim. In potem sčasoma morda razviješ ta odnos v osebno srečanje, kaj ne? In mogoče se srečata in narediš neko oceno. Morda potem to osebo predaš nekomu, ki je v tej obveščevalni operaciji že korak naprej in nenadoma, veš, in to, kar počneš je, da iščeš posameznike, ki so pripravljeni začeti to pot. In iščeš vzvode in slabosti. In iščeš priložnost. In ko enkrat nastaviš tisto vabo, kar pomeni, da ti dajo nekaj informacij, tudi če se na začetku zdijo neškodljive, si iz perspektive obveščevalnega operaterja zdaj nastavil vabo. Zdaj jih nekako vodiš naprej. Torej je očitno to kar veliko za spremljati, tudi če si najbolj izkušen obveščevalni častnik ali CIA ali kdorkoli v teh državah. Torej, ko postajajo družbena omrežja vse bolj razširjena in je na voljo več orodij, kaj lahko te vohunske agencije storijo, da se pripravijo na to novo grožnjo? No, obstaja več stvari. Ena je, da imajo bolj odprt dialog z akademsko skupnostjo in s komercialnim sektorjem na različnih področjih. Ker ponovno, z vidika kitajskega obveščevalnega operaterja jih zanima vse. Če imate podjetje, si morda mislite, no, nikoli jih ne bo zanimalo moje podjetje, samo nekaj izdelkov proizvajam. No, morda ima določen del tega izdelka komponento, ki je z njihovega vidika pomembna za nekaj, na čemur delajo. Torej, ne morete nikoli reči, da jih vaše podjetje ne bo zanimalo, kaj ne? Ker ne veste, kaj želijo pridobiti zase. Zato morate imeti dialog, razložiti morate, kaj se dogaja. In deloma zato so pripravili tako oceno, kjer govorijo o LinkedInu. Ljudem morajo povedati in jih izobraziti, kako biti nekoliko bolj cinični, ko jih kdo kontaktira. To se dogaja ves čas. Ne glede na to, ali ste v svetu kmetijstva in govorite o gensko spremenjenem inženiringu, karkoli že je, ali pa govorite o komponentah z dvojno rabo za nekaj, kar bi lahko pristalo v dronu, je to preprosto ogromno igralno polje. Torej, druga stvar, ki jo morate storiti, je, da morate biti zelo agresivni na področju protivohunstva. In nedavno tukaj v ZDA, veste, je bilo več primerov, kjer smo identificirali in obtožili posameznike, ki so sodelovali z kitajsko obveščevalno službo. Wow, zelo zanimivo in na toliko načinov tudi zelo strašljivo. Najlepša hvala, Michael Baker. Srečeno! No, samo v ZDA in Kanadi je vsak 8. odrasli uporabljal zdravilo za hujšanje Ozempic. Toda za mnoge je bilo to predrago, saj je maloprodajna cena lahko tudi do $1000 na mesec. Vendar je prejšnji mesec, konec maja, Kanada postala prva država skupine G7, ki je odobrila generično različico tega injekcijskega zdravila, ki se, kot sem rekla, uporablja mesečno in bo kmalu na voljo v lekarnah. Z nami iz Atlante je zdaj dr. Julian Kavanaugh, docent nevrologije na medicinski fakulteti Univerze Emory in tudi medicinski dopisnik za CBC Radio Kanada. Hvala, ker ste z nami. Dober dan. Najprej nam razložite. Vemo, da gre za velik trend, velik val. Ozempic in druga podobna zdravila se običajno uporabljajo tudi za zdravljenje sladkorne bolezni. In ob top regulativnih agencijah, kako je mogoče, da se zdaj kar naenkrat predpisuje ljudem, ki želijo shujšati,
čeprav so ljudje desetletja, stoletja iskali hitro rešitev v obliki tablete. Ja, to je zato, ker Ozempik ni zdravilo za sladkorno bolezen. To je čudežno nevrološko zdravilo, ki uravnava sposobnost telesa, da občuti sitost, polnost in lakoto ter željo po hrani. Ugotavljamo, ko vedno več bolnikov prejema ta zdravila, da imajo dejansko tudi druge učinke na možgane, še posebej na sistem nagrajevanja. In to je razlog, zakaj imamo ta učinek izgube telesne teže. Saj imajo ljudje veliko lažji nadzor nad svojo lakoto, sitostjo in sposobnostjo izgube teže, kar je neposredno povezano s sladkorno boleznijo. Zato je to večinoma odobreno za bolnike s sladkorno boleznijo in debelostjo, vendar se bodo indikacije verjetno razširile v naslednjih nekaj letih. Ampak ob tem, ker o tem ni slišalo veliko ljudi, zdaj pa se zdi, da je kar naenkrat ves svet videti vitkejši in vsi to jemljejo, pa v resnici ne vemo, kakšni so stranski učinki. Mislim, ali je mogoče, da se lahko kasneje pojavijo težave, še posebej zato, ker moraš z zdravilom redno nadaljevati. Z zdravilom moraš redno nadaljevati. Zdi se, da veliko pozitivnih učinkov, torej izguba teže pri tem zdravilu, ni trajnih, ko bolniki prenehajo z jemanjem teh zdravil, kar odpira veliko vprašanj. Ko je vedno več ljudi na teh zdravilih, začnemo opažati zelo redke stranske učinke, ki niso bili nujno opisani v kliničnih študijah, saj se takšni podatki lahko pojavijo šele, ko imaš milijone bolnikov na zdravilu. Imamo primere optičnega neugritisa ob jemanju teh zdravil, kar tukaj redno opažam. In kar bomo v prihodnosti res bolj preučevali, so morebitni psihiatrični stranski učinki. Nekaj je na tem, ko pride do spremembe v možganih nekoga, ko se spremeni ta nagrajevalni sistem. Zelo pozitiven stranski učinek, ko ljudje prenehajo piti alkohol ali se ukvarjati z igrami na srečo. Včasih pa lahko opazimo, da so nekateri nagoni, ki jih ljudje doživljajo v življenju, lahko spremenjeni zaradi teh zdravil. To so za zdaj empirični podatki, vendar bomo potrebovali več raziskav, da bi to bolje razumeli. Prav tako govorimo o dejstvu, kot ste rekli, da deluje na nek način preko nevrologije, ampak kako pa vi ali kako se odločate, komu bi ga lahko predpisali? Veliko ljudi z duševnimi boleznimi jemlje antidepresive in druge vrste zdravil. Ali vedo, kako ta zdravila vplivajo eno na drugo? In seveda je kemija možganov pri vsakem drugačna. Ja, in to je res obdobje personalizirane medicine, ali pa bomo morda v prihodnosti imeli nekatere biološke označevalce, da bomo lahko določili, kdo je najboljši kandidat za ta zdravila. V večini držav je postopek odobritve res zelo ozek. V Izraelu, če se ne motim, je res omejen na ljudi, ki imajo sladkorno bolezen in morajo izgubiti težo. V nekaterih drugih državah so indikacije bolj ohlapne. Nekatere države puščajo več diskrecije zdravnikom, da sprejemajo te odločitve. Ampak popolnoma imate prav, potrebujemo več podatkov. In nekaj je na tem, ko govorimo o družbi, kjer bi velik del prebivalstva jemal eno od teh zdravil. In kaj bi to pomenilo za celoten sistem in splošno psiho prebivalstva. Zdaj pa prejdimo na stroške. Jasno je, da si tega ne more privoščiti vsak, ampak kaj je tisto, kar Kanado dela edinstveno, da lahko kar naenkrat ponudi generično zdravilo? Je to povezano s patentom? Veš, Emily, vsi smo enkrat pozabili poslati papirje ali pravočasno plačati pristojbino. In zdi se, da je farmacevtsko podjetje, ki v Kanadi izdeluje Ozempik, pozabilo plačati pristojbino, ki je bila povezana s patentom, da bi patent ostal zaprt v Kanadi. Tako so na zelo administrativen način izgubili patent. In to sovpada tudi z obdobjem, ko so bili javno objavljeni podatki iz kliničnih preskušanj. To vse pomeni, da imajo zdaj v Kanadi proizvajalci generičnih zdravil možnost ne le izdelovati zdravilo, ampak tudi dokazati, da je zdravilo učinkovito in varno, s podatki, ki so jih v preteklosti zbrala druga farmacevtska podjetja. Tako jim ni treba ponavljati študij, da bi lahko prišli na trg. Zato lahko ti proizvajalci generičnih zdravil v Kanadi izdelujejo generični Ozempik po bistveno nižji ceni. Ampak to je nekoliko naključje v sistemu. In še posebej za nas Američane, to kmalu ne bo prišlo čez mejo. V redu, hvala. Zelo zanimivo. Hvala, dr. Julian Cavanaugh. Hvala, da ste me povabili. Čeprav se je zgodilo decembra lani, je umor 18-letnega študenta univerze Henryja Novaka v Združenem kraljestvu še naprej deležen mednarodne pozornosti.
Novaka je v Southamptonu do smrti zabodel Vikram Digue, ki je trdil, da ga je Novak rasno zlorabljal in da je deloval v samoobrambi. Vendar pa zaskrbljujoči novi posnetki s telesne kamere policistov razkrivajo nove podrobnosti o tem, kako je policija vodila preiskavo na prizorišču zločina. Z nami iz Londona je novinarka Noa Hoffman, politična dopisnica za The Spectator. Hvala, da ste z nami, Noa. Hvala. To je res nora zgodba, o kateri govorimo že kar nekaj časa. Ampak za tiste gledalce, predvsem tudi v Združenih državah, ki tega niso spremljali, pojasnite, kaj se je zgodilo in zakaj je to tako sporno, zmedeno in zapleteno. To je resnično tragičen primer 18-letne študentke, ki je bila zelo tragično zabodena v Southamptonu. Ko so policijo poklicali storilci, njegova družina, so poskušali žrtev Henryja prikazati, kot da je on kriminalec v tem primeru. In uporabili so trditev, da naj bi bil Henry rasističen do Vikrama Digue, ki je Sih, kot nekakšno preusmeritev, da bi spremenili zgodbo o tem, kaj se je dejansko zgodilo. Ko so policisti prišli tja, je bil Henry zaboden in je policistom povedal: "Zaboden sem, potrebujem pomoč." Vendar so rekli: "Ne verjamemo ti." Povezali so ga z lisicami. Večkrat je rekel: "Ne morem dihati." To so bili njegovi zadnji trenutki. Nato je umrl, ker policisti niso oskrbeli ubodne rane in bil je obtožen rasizma. No in s tem rečeno, kakšne možnosti za ukrepanje sploh obstajajo? Ali je to kaznivo dejanje strani policije, ne glede na to, kdo je bil kriv, da so ga vklenili in tako hitro sprejeli takšno sodbo? Tako je, ta primer je imel velike politične posledice v Združenem kraljestvu. Predvsem zato, ker je sprožil razpravo o stanju policije. In ali je morda nanj vplivala identitetna politika in agenda DEI, ki smo jo videli po gibanju Black Lives Matter. In ko je bila identitetna politika res v ospredju številnih javnih razprav. In v Združenem kraljestvu je bilo veliko tega pravzaprav uvoženega iz Združenih držav Amerike, čeprav tukaj delujemo v povsem drugačnem kontekstu. Vendar pa je bilo tudi veliko političnih posledic. V smislu, da obstaja frustracija, ker nekateri politiki morda izkoriščajo ta resnično tragičen primer za povzročanje. Kritiki bi rekli, da povzročajo še več razdora, ko bi se morala družba v tem času združiti in ne še bolj podžigati napetosti. Prav, in vidimo toliko nasilja, množične strelske pohode in podobno, in jasno je, da je takšna stvar, ko smo tako polarizirani, precej strašljiva in nevarna že sama po sebi. Zdaj pa objavljeni posnetki telesnih kamer razkrivajo tudi, da storilec, ki je bil obsojen na več kot 20 let zapora, prav tako ni govoril resnice. Ja, rada bi te popravila. V Združenem kraljestvu v resnici nimamo množičnih strelskih pohodov. Ja, to je res. Imamo zelo dobre zakone o orožju, ki nas v tem pogledu varujejo. Vendar pa imamo težave s kaznivimi dejanji z nožem. In to je bil še en primer tega. Zato je bilo veliko razprav o tem, ali bi morali Sihom prepovedati nošenje njihovega verskega ceremonialnega noža, kirpana, ki ga smejo nositi. To je zdaj tema, o kateri se razpravlja v javnosti, vendar je veliko članov sikovske skupnosti poudarilo, da storilec dejansko ni uporabil verskega noža. Uporabil je drug nož za izvedbo napada in menijo, da je to nekakšna preusmeritev pozornosti in da to v resnici ni bistvo problema. Zaradi tega res žalostnega primera se je pojavilo veliko vprašanj. In pogovorimo se o podpredsedniku J.D. Vansu, ki je znan po svojem izolacionizmu, vendar rad komentira vprašanja priseljevanja. Vključil se v razpravo in zato okrivil migrante in tako imenovane, čeprav je bil storilec, državljan Združenega kraljestva. Ali je bilo torej neprimerno, da se je podpredsednik Vance vmešal in kaj povedal? In kakšne so posledice znotraj političnih slojev Združenega kraljestva? Mislim, da je večina javnosti tukaj enotna v tem, da je njegovo vmešavanje precej smešno.
In morda, veste, imajo odnos, da bi moral najprej urediti svoje zadeve, preden gleda drugam. In pametovati o drugih državah ter se vmešavati v notranje zadeve. Mislim, da je David Lammy, ki je tukajšnji pravosodni minister in namestnik predsednika vlade, ter precej blizu G.D. Vancu, imel telefonski pogovor z njim, kjer je v veliko bolj diplomatskem tonu ponovil to mnenje. Kot ste rekli, je bil storilec Britanec, rojen je bil tukaj. V Združenem kraljestvu je bilo veliko težav z množičnimi migracijami in o teh posledicah je treba veliko govoriti. Toda ta moški ni bil priseljenec. Tako, njegov poseg tukaj ni bil ravno dobro sprejet pri mnogih ljudeh. Prav, najlepša hvala, novinarka Noah Hoffman, politična dopisnica za The Spectator. Nadaljujemo v tej temi. Britanski par, ki je bil zaprt v Iranu, je izgubil pritožbo proti 10-letni zaporni kazni zaradi vohunjenja. Obtožbe, ki jih odločno zanikata. Njihova družina pravi, da Craig in Lindsay Foreman nista smela prisostvovati obravnavi, medtem ko narašča pritisk na britansko vlado, naj predstavi jasen načrt za njuno vrnitev domov. Več o tem prispevku. V redu, moje ime je Craig Foreman, v Torontu sem bil vse življenje tesar in zadnjih 10 let sem srečno poročen z Lindsay. Oba trenutno prestajava 14 mesecev od 10-letne zaporne kazni v zaporu Evin v Teheranu zaradi kaznivih dejanj, ki jih nisva nikoli storila, vohunjenja za Združeno kraljestvo in Izrael. Britanski par, ki je bil zaprt v Iranu, je po navedbah njihove družine zdaj izgubil pritožbo proti 10-letni zaporni kazni. Craig in Lindsay Foreman sta bila lani obsojena, potem ko so ju iranske oblasti obtožile vohunjenja, kar oba zanikata. Njihova družina pravi, da je bila pritožba izvedena brez njihove vednosti in da paru ni bilo dovoljeno prisostvovati obravnavi. Prav tako pravijo, da so Craiga in Lindsay prosili, naj podpišeta dokumente v farsiju, ki jih nista mogla prebrati. No, zdaj smo noter in se poslavljamo od kolesa. Zdaj bomo samo še odpeljali in spravili vso opremo v avto naših čudovitih fantov in potem gremo. Par je pred pridržanjem v Iranu potoval z motorjem. Sin Lindsay Foreman, Joe Bennett, pravi, da je bil v rednem stiku s svojo materjo, vendar pravi, da so razmere v zaporu zelo zaskrbljujoče. Svojo mamo sem lahko govoril skoraj vsak dan. Slišal sem se z njo danes zjutraj. Poslušajte, razmere so slabe že od njihovega prihoda, še posebej, odkar je moja mama tam od oktobra. Veste, tam je polno podgan, okuženo je z glodavci in škodljivci. Je nehigiensko. Veste, to ni tisto, na kar so navajeni. Mislim, da je to zapor, ampak na res slabem nivoju. In poslušajte, pravijo nam, da ponoči slišijo letala, ki letijo nad njimi, slišijo bombe, ki padajo na okoliška območja zunaj Evina. In ena od bomb je bila tako blizu zapora, da je dejansko prebila okna in strop. Tako da so zelo zaskrbljeni. To je milo rečeno. So prestrašeni. Iransko pravosodje se na odločitev o pritožbi še ni takoj odzvalo. Britansko zunanje ministrstvo pravi, da je razočarano in dodaja, da bo še naprej delalo na tem, da bi Craig in Lindsay varno vrnila v Združeno kraljestvo. Družina pa pravi, da čeprav je komunikacija z britanskimi uradniki potekala, še vedno niso videli jasnega načrta za njuno vrnitev domov. Kar se tiče podpore, ki smo jo dobili od britanske vlade, moram biti iskren, da so bili dobri v komunikaciji in so bili čustvena opora za družino, kadar smo bili zaskrbljeni, frustrirani ali karkoli drugega. Kar se tiče podpore, so jim omogočili konzularni dostop. Ampak od zadnjega je minilo že 3 mesece. Podpora, ki nam največ pomeni, je njihov načrt, kako pripeljati moje starše domov. In trenutno nismo videli nobenega načrta, strategije ali kakršnekoli spremembe glede tega. Če sem iskren, je bila podpora minimalna. Britanska vlada je že prej obsodbo Formana označila za popolnoma neupravičeno. Toda po neuspešni pritožbi njihova družina pravi, da je primer prešel v še bolj nujno fazo, saj sta zakonca še vedno v zaporu, še vedno zanikata obtožbe in še vedno čakata na rešitev. In preden se poslovimo, si lahko malo oddahnemo. Še enkrat, panda diplomacija je v središču pozornosti, saj so vse vrste pand obravnavane kot državno premoženje Kitajske, tudi ko jih posodijo živalskim vrtovom in raziskovalnim ustanovam po svetu. Zdaj sta 2 pandi iz šanghajskega živalskega vrta na Kitajskem varno prispeli v tajpejski živalski vrt z veliko pompa in slovesnosti.
Čeprav sta v karanteni za 1 mesec, bosta kmalu na ogled obiskovalcem in gledalcem. So manjše vrste, kot lahko vidite, podobne rakunom in so skoraj ogrožene.